Živijo lepotičke. No, končno bom posnel malo zakasnel video najljubših meseca, in sicer meseca marca. Čeprav sem mislila, da jih bo ta mesec kar ogromno, sem na koncu gotovila, da niti ni toliko. Za čuda, ker sem gotovila večinoma izdelkov, kar so mi bili všeč, sem bila šle konc marca. Te pa nočem vključiti v ta video, ker se mi zdi, da bojo bolj kaprinskemu, če ga bom naredila, spadali. In no, zdaj bom začela. Začela bom prvo malo z make-upom, pol z dišavami, pol pa še 2 dodatka. In musko, najljubša meseca. Tako da bom kar začela. Prvo, kar vam po moje ne bo niti malo presenečenja, od Kolistarja krema za hidratacijo, nažalost, nimam je trenutno, ker sicer v Mariboru imam Miller kar precej blizu, ampak pač se veste, kako je Lenoba, ko priješ 6 z faksa, pa se ti ne da do mesta. Ampak jo bom definitivno šla kupiti, ker zdaj sem samo 2 tedna, 3, 2 pa pol. Tam nekje sem uporabila eno drugo in že imam mozolje po celem obrazu zaradi tiste druge, tako vidite, da je ta res učinkovala. In definitivno bom šla po še eno. Druga stvar, kar tudi ne bo presenečenje, je pa bilo presenečenje za mene, ko sem jo najdla, in je od Essence I Love Extreme maskara, ker veste, jaz imam celo življenje sem imela probleme z iskanjem maskare, ki bi zame učinkovala, in to sem pač vzela zato, ker sem mislila, bom pač probala in sem se zaljubila. Sem tudi ena maturantka, Diana, je potem kupila to in je tudi ona, kar je zelo občutljiva na njene trepalnice, ker je rekla, da tudi ona se je zaljubila in meni mi je res ena najboljših. Sicer, ko jo daste ven, vidite, da na kakšnih delčkih zna ratati kar precej grudasta, pa tudi kar ogromna je, ampak pa res naredi čudeže s trepalnici in daste 2x čez in ratajo res, kot da bi imele umetne trepalnice, ampak na naraven način, če je to mogoče. Naslednja make-up stvar je od Catrice Primer, Prime and Fine. Sem imela en primer od moja in prihaja v enem naslednjih člankov, tako ne bom preveč, ampak pač ni bil tako dober, kakor je ta. Ta je sicer taka bolj rozasta snov in kadar jo damo ven, je kakor neka krema, ki pa dosti bolj gosta se čuti na koži, ampak potem, ko jo damo gor, pa čutimo res zelo gladko kožo. In mi je všeč to, kar okoli, ker imam sama, se ste verjetno videli v prejšnjem videu, ogromno tistih ogrcev in tako, in če dam okoli nosu, res gre puder brez problema mimo in se ne vidi nobenih čudnih pikcev, ampak je tazga. Sicer to govorim danes, kadar sem jo pozabila dati. Naslednja stvar je od Color Caramel, ali kakorkoli je, njihov puder v prahu, ki sem ga dobila v odtenku 01. In za čuda mi je tako všeč puder v prahu, da ga dam v favorice. Torej, veste, res všeč, ampak pač jaz nimam perfektne kože, to smo že dojeli. In kadar dam samo takoč puder, mi četrt mogoče poboljša. Potem tak dam korektor in vsem pa še vedno podrata tisti sijoč efekt, plus vidi sam 15 kg vsega gor. In kadar dam to tlele, pa naredi tak res lep finish, plus nič se ne sveti, vse zgleda zravnano. In če uporabim še čopič, ki bo v aprilskih favoritih, če uporabim še določen čopič, ki ima res nabite ščetine, je res še toliko boljši, ker upam res dobro potegence noter. Če razumete, kaj govorim. Naslednji favorit, kar tudi ne bo presenečenje, ker sem ga po moje v vsakem videu do zdaj uporabila, je od Kolistarja bronzer v odtenku 01, ali ne samo 1, Miele. In sicer se lahko kar vidi, koliko že manjka, da ste noste zdaj gledali sami sebe. In ja, sicer zdaj ga nijem, ker testiram pač od Resno? Pa spet, blank ne videl. Od Bare Minerals, kje so tisti? Everyday Minerals. No, od Everyday Minerals testiram in imam tista trudna gor, če ne pa vse druge dni tudi za faks in tako, imam konstantno tega, ker naredi res naraven efekt. Plus, če hočemo tisto malo zagorelost, malo barve, da nam da obrazu, nam to poskrbi brez nenaravnega efekta. Naslednji favorit je tudi od Kolistarja in sicer njihov črtalo za oči
v odtenku 104, to sem uporabila tudi na maturantki, samo na eni. In je bila kar navdušena, tudi sama, kakor vidite, imam lihkar. In jo imam lahko cel dan tako in ne obljubim, da se ne bo nič premaknila, ostane gor in barva je res živa, živa črna. In sama ne uporabljam toliko črtala noter, ker se mi zdi optično malo zmanjša oko, ampak pri tem tlele, zato ker je tako močna črna barva, se mi zdi, samo še bolj gre pozornost na oko. No, zdaj še dva beauty favorita. Prvi je od Color Caramel, pač ne vem, kako se zgodi, čopič številka 10 in sicer tistih je uporabljen za obrvi. In moram reči, da je boljši kakor čopič od Anastasie, sicer peč, ko sem probala, sem malo dvomila, ampak je boljši kakor od Anastasie Beverly Hills, kar zame res ogromno pove. In zna narediti res zelo natančne linije, zraven tega pa ne naredi tistih zelo umetnih pravravnih linij, lahko to naredimo res bolj naravno. In drugi, kar je pa trenutno zelo umazan, ker sem ga malo prej uporabila in je še malo mokr, ampak večinoma vse poznate verjetno beauty blenderje. In meni je neumno kupavati beauty blender, saj za zdaj, no, zato ker pač je $25, torej bi prišlo pri nas tene 23-24 evrov, tam nekje, 23 verjetno. In potem pa, kadar sem šla dostikrat v Tedija, to tudi vse poznate, sem vedela šla mimo tistih oddelkov, ker pač dostikrat tam kupim bleščice za gelirane nohte, tako. In šla dostikrat mimo in sem zagledala en tak beauty blender in je bil 2,5 € in sem rekla, to je zelo poceni, ampak pač je Tedi. Nisem verjela, da bo okej. In potem sem en mesec, dva sem rabila, sem se dejansko pripričala, okej, kupi, sej, če bo nagražena samo 2,5 €. Sem prišla domov in sem ga zmočila in uporabila in lahko vidite, koliko ga uporabljam, ker sem se res zaljubila, ker naredi tako naravn finish. Če je še mokro, vam še minimalno navlaži kožo zraven, gre vse za pol... Ne vem, kako vse opisati, res finish je zelo, zelo naravn, ne glede na to, kakšen puder uporabljate in je res samo 2,5 € in verjetno. Edin problem, kar imam, da se zelo težko opuca in to je edino, kar če bom kupila, bom šla preden jih nekaj prodaja, če ne 2-3 kupiti, zato ker mi je bilo res všeč za ceno, kaj 2,5 € pač nič. In učinkuje pa res, ker sama za tist beauty blender nisem verjela, da bo okej, ker na vse zadnje je ena gobica. Ne nič drugega, ampak mi je bilo pa res vsaka čast, pardon, da se to zmislu, ker res učinkuje. No, pol je ena dišava, ki mi je bila ta mesec zelo všeč in sicer od Kylie Minogue Showtime. To dišavo sem sicer že dost prej najdla, ampak sem se ta mesec spet spomnila, bi jo lahko probala. In sem se spet zaljubila, ker čeprav imam jaz prvi spomin na to dišavo po zimi, ko sem enkrat probala, 3 leta nazaj, ampak ko jo povoham, mi prav kriči pomlad, je taka svež vonj, ko... Čakajte. Vonj je tako nek svež, ne, to bo moj opis, tako da ne pričakati, ne vem kako dobro, ampak nek svež detergent mešan z rožami in ne vem, prav malčk nečesa sladkega, ampak pač večinoma kakšen detergent, pač zelo čisto in zelo po rožah. Ne vem, ne znam opisati v vonju. No, naslednja stvari sta pa dve bolj fashion izdelka in sicer je prvi, kar ste ga verjetno že videli na spletni strani, na moji Facebook strani in sicer moje Superge Speto, sem rabila premisliti malo, kako se preveda zlešja, Superge Speto ali drugače Sneaker Wedge in pač sama sem dolgo oklevala, ja ne vem, zakaj zdaj maham z njimi, pač take so. Dolgo sem oklevala, da bi jih kupila, zato ker so se mi vse zdaj take zelo moške, zelo grobe, jaz pa nijam jih tako stila zelo takega. In potem, kar sem nadla te, kar imajo malo bleščic zgor in to so bile bolj omiljene, sem se takoj zaljubila, sem jih morala imeti. Dobila pa sem jih v Pitarelu in sicer zdi se mi, so bile tam okoli 15-30 €, tam nekje, ne vem sigurno. Drugi fashion izdelek pa, po moje tudi že vse veste za njega, ker je taka barva, da je zelo fajn slikati zraven kakšne druge izdelke, ki jih testira, zato ker se res prikaže prava barva, ker je zelo neutralna.
je pa tale torbica. In sicer, upam, da ni nič takega noter, tu je en predal, tu je še en in notri so še 3. To torbico pač sem se zaljubila že to, ker pač ima tisto vtis Chanela, čeprav pač to dvomim, da se bo kera imela kdaj denar privoščiti, razen po naredku. In kar sem videla, že tako je bila taka baby pink barva in zelo nežna in zlati detajli, kar mi je zelo všeč. In sem jo kar dosti cajta gledala, ponekrat pa sem tako random šla po trgovinah in sem se ustavila v trgovini Cleox, ne vem kako je, se mi zdi Cleox, nekaj takega. In sem videla, da imajo razprodaje, zelo ogromne in slučajno sem šla pogledati noter malo, ker je bil lih čas za moja mama, bo imela malo rojstni dan in tako in sem šla malo pogledati. In sem dobila to tle torbico in ne boste verjeli, kakšna je cena. Pač še enkrat da mi pokažem, še enkrat. In še to tle se lahko da tako gor in jo imate čez ramo. Bila je pa še ena manjša verzija. Zdaj bom pa čakala par sekund. Koliko mislite vi, da je bila ta torbica? Taka torbica. Prvotno je bila okoli 25–30 evrov. Jaz sem za njo dala 4 evre. Pač se je res splačalo, ker kar mi je še najbolj všeč, je kadar slikam kakšne izdelke, da pride obarvajo tako močno do izraza in resnične, ker je taka neutralna, tako mi je še najbolj uporabna za to. In bojim se malo za verigo, da bi se raztrgala, tako da je ne nosim lih, kadar moram res nabasati torbico. Ampak za 4 evre je res favorit tega meseca in vam priporočam, da naslednjič, ko bojo kakšne take akcije, da čim prej zgrabite, ker se res splača. Tudi kadar imajo akcije, vemo oni, da kupiš, ne, da imajo 70% na vse, da imajo torbice za 4 evre, da imajo kdaj denarnice za 2–3 evra in tako res se vam res splača pogledati v tisto trgovino in ne, nimam nič od tega, da to govorim. Ampak res, 4 evre. No, in za konec še favorit komad oziroma komad, ki mislim, da mi bo meni zaznamoval mesec marc, ker sem ga takrat odkrila in se zaljubila. In spustim pa 10 sekund, ker pač drugo YouTube ne pusti. Pa gremo. Ok, upam, da ni bilo 10 minut, sem se malo preveč uživela. In to bi bilo to, moj najljubši meseca marca. Mislim, da so vsi kar precej ugodni, kar sem gledala cene, tako da bom definitivno to in naprej kupovala, če nam dobila še kaj boljšega. Vam priporočam, greste v Cleox ali kakorkoli tisto trgovino, bom probala najti in napisati, kje spodi. Da res se pogledati za kakšno tako torbico. In če ste iskali kaj od takega, upam, da mi je zdaj malo pomagalo in upam, da je ta video všeč. A ja, po prihodnosti prihaja še en video z mojim fantom, tako dajte takrat všečkat, tako mislim, da je zaradi njega. No, pa se vidimo drugič. Čau, čau!